Živijo, sem Ernat Romanović-Sendić, moje korenine so v Bosni in Hercegovini, rojena sem v Tuzli in zato sem bolj navezana na njo. Osnovno šolo pa gimnazijo sem opravila v Veliki Kladuši, z mami sem pa živela v vasi Rajnovac. Glavna motivacija za selitev v Slovenijo je študij, poleg tega tudi delo. Izvedela sem, da Slovenija ponuja študentom veliko možnosti, priložnosti med študijem in zato sem se odločila, da bom prišla sem. Izbrala sem jo, ker se lahko sama financiram in sama skrbim za svoje življenje. V Bosni in Hercegovini tega ne bi bilo možno opraviti. Seveda, da je bilo potrebno. Na eni strani je študij, en veliki korak za mladega človeka. To je čas, ko se moraš odločiti, kaj boš naredil s svojim življenjem, ne glede na to, kje se nahajaš. Moraš si določiti cilje in iti proti njimi. Na drugi strani je pa tujina in beli svet, ki ga odkrivaš pri mladih letih. Tisto, kar sem jaz morala spremeniti, ko sem prišla v Slovenijo, jezik, navade, kultura, okolca, pač vse v življenju. Nisi več doma, zdaj živiš z novimi ljudmi, plačuješ najemnino, prej si pa imel zastonj. Pogovarjaš se na novem jeziku, katerega dovolj dobro ne poznaš, čutiš, da si majhen v drugem svetu. Trenutno delam v farmacevtskem podjetju Lek. Redno hodim na fakulteto. Lahko rečem, da sem zelo zadovoljna in hvaležna s svojim dosežki. Sem v 3. letniku na fakulteti za uporabne družbene študije in se približujem pisanju diplome. Poskušam biti aktivna kot prej. V Bosni in Hercegovini sem bila 4 leta v Združenju srednješolcev Bosne in Hercegovine. Tudi zdaj sem na svoji fakulteti aktivna. Član sem študentskega servisa, komisije za študijske in študentske zadeve. Tutorka sem mlajšim študentom in sem sodelovala v Erasmus Plus projektu. En moj profesor na fakulteti, ki bi ga zdaj rada pozdravila, je rekel, kamorkoli greste, ste tujec, vendar ste tudi tujec, ko pridete domov. In je to resnica. Sprejeto več argumentov za ja kot za ne. Diskriminacija, seveda, vsi v življenju doživimo neko vrsto diskriminacije. V mojem primeru je najhujše, ko iščem študentsko stanovanje in mi najemodajec reče, ne sprejemam tujcev. To je odvisno od človeka do človeka. Če si oseba, ki je nagnjena aktivizmu, boš vedno našel nekaj, kar te zanima, ne glede na to, kje se nahajaš. Če pa si človek, ki ni poln entuziazma, ne bo ti Slovenija pomagala nič, ne bo ti pomagala spremeniti načina življenja. Tako da tukaj je mogoče več priložnosti za mlade osebe, glede na vse aspekte v življenju, na človeku je pa, če bo to izkoriščal. Preden sem se preselila, sem poskušala naučiti tako osnovne besede, recimo barve, številke, in to je bilo to. Ko sem prišla, pa sem začela delati in je veliko pomagalo pri učenju slovenščine delo s strankami. Moji načrti za bližjo prihodnost so napisati diplomo in diplomirati in nadaljevati študij na masteru. Kar se pa tiče dolgoročnih ciljev, je pa seveda iskanje službe v stroki, pridobitev novih kompetenc na področju menedžmenta, administracije, dosežki na internacionalni ravni, pa seveda biti srečna in zadovoljna mlada ženska. Oboje je dobro, ampak najraje pa imam sadne sladice pa tortice. Dom je
tiho zavetje, moje tiho zavetje. Vedno pravim, da mirno pristanišče ni tam, kjer bi počivale ladje in čolni. Mirno pristanišče je tam, kjer sem jaz mirna in se počutim spokojno in je lahko sredi mora. Dom je povsod, kjer ste vi, prava in resnična verzija sebe.